Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je vsem dobro poznani Franc Kangler. Dobrodošli v našem studiu. Lep pozdrav. Mariborski župan, večkrat v državnem zboru, poslanec državnega zbora, tudi lahko rečem nesojeni državni svetnik, pa nekdo, ki večkrat kot v studiu sedi na stolih v mariborskih sodnih dvoranah? Ja, zdaj se že te sodne dvorane selijo tudi po Sloveniji. Nekaj sodnikov se je izločilo, takšnih ali drugačnih razlogi, ampak zagotovostjo lahko trdim, da sem do tega trenutka v vseh primerih nedolžen in da mi sodni mlini delajo veliko krivico in prej ko slej bo resnica zmagala in pravica in resnica prišla na dan. Če greva malce nazaj, leto 2012, vse skupaj, vsaj za nas, za laično javnost, se je začelo z mariborskimi radarji. Lahko malce zgodbo bolj široko obdelate? Ja, pri mojem primeru gre bolj za leto 1992. Jaz sem bil en izmed tistih, ki sem bil prvi na umoru Krambergerja, delal hišno preiskavo pri Rotarju, našel neke stvari, ki so se izgubile do policijske postaje, ki razbremenjujejo Rotarja ali pa bi ga razbremenile. Bil je takrat isti tožilec, ki me danes preganja, potem sem bil eno obdobje 11 let v državnem zboru, kjer smo Rudolf Moge, Jože Ravšek in jaz kot Franc Kangler drmali tako imenovano staro jugoslovansko udbo, ki je bila prisotna v Sovi. In pač sem se po tistem 11-letnem obdobju odločil, da grem za župana. Jaz za župana, drugi človek Sove, Janez Žirovnik in nekdanji uslužbenec službe državne varnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije za sodnika. In ta konflikt med mano in tem sodnikom v parlamentu, med službo in nami poslanci, je bil velik. V tistem trenutku, ko sem postal župan, je postal tudi on leto dni zatem sodnik. Vse odredbe v zvezi z mojimi ukrepi PP 1/2009 je podpisoval ravno ta sodnik. Z mirom je bil on dežurn, z mirom je bil glavni. In je bila pika na i, da je potrebno še samo leto 2012, da naredijo en konstrukt. Maribor je bil napram Ljubljani v eni ekspanziji nekih dogodkov. Dobili smo novi stadion, tu nam je pomagal gospod Žagar, minister in zver, desnica. Naredili smo novi stadion z evropskimi sredstvi. 20 let niso bili sposobni v Mariboru zgraditi lutkovnega gledališča. Pride en Kangler in reče, jaz bom naredil lutkovno gledališče, dobim 7 milijonov 400 iz Evrope, zgradimo lutkovno gledališče, naši najmlajši dobijo lutkovno gledališče, najsodobnejše v tem delu Evrope, dobimo vadbo, ker naj bi pridobil občini Maribor protipravno premoženjsko korist v višini 7 milijonov 400. Pade steber gondole. V 104 dneh postavimo novo gondolo, gradbeno dovoljenje, gondolo, dobimo 4 milijone 200 iz Evrope. Kangler dobi kazensko vadbo, ker sem predlagal neustrezno rešitev mestnemu svetu. Ta vadba je sicer padla, ampak dobili smo evropski denar. Zavetišče za živali. 20 let niso bili Mariboru sposobni ga zgraditi. Pridem za župana, pogledam, najdem lokacijo, zgradim zavetišče za živali. Takrat mi je tudi SD-ov minister pomagal za kmetijstvo Pogačar, dekan veterinarske fakultete. Neki dialog je bil. Policisti, kriminalisti lečejo. Dobim kulturno prestolnico Evrope, dobim Evropsko prestolnico mladih, svetovno prvenstvo mladinsko v šahu, pride zver kot evropski poslanec na otvoritev, medijska blokada.
52 evropskih projektov realiziramo, okrog 160 milijonov evrov pripeljamo v Maribor in nekoga je to motilo. Nekoga je to motilo, da je leta 2012, ko so se stavili radarji, v resnici so se stavili novi semaforji z video nadzorom za pametno sobo, tako kot ima to avtocesta Slovenije. Kaj to pomeni? Pametna soba pomeni, da imaš ti en prostor, kjer je nadzor nad mestom, nad vsemi križišči in ti upravljaš prometno infrastrukturo. Res pa je, da so not vgrajevali tudi radarje, to je mestni svet odobril, ampak lokacije teh radarjev je postavila takrat komisija, ki je tudi policija sodelovala. In vsi mediji so pisali, denar gre Iskri. Čeprav sem jim jaz takrat dokazal, pokazal, pogodbo smo jim pokazali, da piše, da so to prilivi proračuna. Vendar danes nikogar ne motijo, da ima župan glavnega mesta v Ljubljani Zoran Janković, ne vem koliko radarjev postavljenih, ne? Celo Pop TV je to dal na televizijo kot pozitivno plat, ne? Se zmanjša brzina. Seveda, naprej, ne? potem imamo radarje v Velenju, vsi vemo, da jih imamo, ne? Če se pelješ po glavni cesti, dobiš pozdrave, ne? Tudi v Celju, pa še verjetno v katerem drugem mestu, ampak V Mariboru je bil pa to povod. v Mariboru je pa bil to povod ene levice, ki je na nek način so se združili politiki bivšega Zaresa pa LDS-a, ne? Tone Partlič, slovenski pisatelj, ne? Vstopi na oder pa poziva policijo, da se naj pridruži, pa visijo lutke z mosta, z obrazi, pa on kot... Lutke z obrazi Kanglerja in ostalih. Ne, Kanglerja ni bilo, bile so lutke z obrazi mestnih svetnikov in direktorice občinske uprave, podžupanje. In gospod Tone Partlič to pozdravlja, ne? Pisatelj slovenski. Čislan pisatelj. On to pozdravlja in drugo leto je celo Prešernov nagrajenec. To je en odraz stanja duha v Sloveniji, ne? Če si levičar, ti je dopustno vse, ne? Če pa slučajno samo stopiš prag desnice, pa te prečesajo po dolgem in počes, hodiš po sodiščih, te zaprejo, ti sodijo, ti vzamejo mandat in ne vem, kaj še ne naštejem. In kako ste spremljali te proteste od tistega prvega do tistega trenutka, ko ste rekli, ko so že začeli groziti tudi vaši družini, da je bolje, da se umaknete? Veste, žalostno je bilo to, ne? Da Mariborčani niso protestirali v Mariboru, ne? Saj so bili Mariborčani na ulicah. Ne? Imel sem možnost videti poročilo policije, kjer so jih 64 ljudi aretirali. Med tistimi 64 ljudmi, ki so bili aretirani, je več kot polovica ljudi bila izven Maribora. Od Tržiča, Kranja, Ljutomera, Šentilja, Ormoža, Radgone, kar pomeni, da je nekdo vabo v Maribor ljudi na proteste zaradi neke lokalne odločitve politike, kar sploh ni šlo za lokalno odločitev, ampak za rušenje vlade, za rušenje pravnega sistema v Sloveniji. Najprej za rušenje Franca Kanglerja, potem pa tudi vlade, ali je šlo to istočasno? Ne, to je šlo prvo za mene, potem so to videli, da jim je na nek način uspelo, ne? Ki meni so prišli 23.12.2012 pred Božičem, ob 21:40 uri z benzinom polili, prižgali. Video v Zimici, video nadzorne kamere so ljudi posnele, policija do danes ni naredila nič. Povedal sem policistu ime in priimek storilca, do danes nič. Ta se celo pohvalil aktualnemu direktorju, ki je tega gospoda zaposlil, dobil je nagrado, ima redno zaposlitev in še danes dela na občinskem podjetju Marprom v Mariboru. In do danes ne policija, tudi novinarji vejo, nihče, nič, to je vreda. Če nekdo straši po Mariboru z benzinom, kot leta 1939 Hitler po berlinskih ulicah. Popolnoma enako. In tista noč je bila huda? Pa ni šlo samo za tisto noč. Veste, najbolj trpi družina, sorodniki in vsi ostali, ne. Takrat je bil moj otrok star, ne vem, 17-18 let. Hčerka?
hčerka hodila v šolo na prvo gimnazijo. In jih je poslušala verjetno? Ne samo to. Čudne stvari so se dogajale, niti ne bi želel preveč govoriti o tem. Eni govorijo, da to ni res izpoved enega protestnika, ki se mi javno opravičil, enega Dragaša. On je tudi povedal, da je bila Vuk Vesna Godina in celo zapisal, tista, ki je tudi želela organizirati napad na mojo hčero in da je on od tega odstopil. Zdaj je to res ali ni res, drugo vprašanje. Ampak veste, do tega trenutka policija, vsaj mariborska, popolnoma nič. Je bilo težko sprejeti odločitev za umik? Ne. Glejte, jaz sem bil leta 1991 med tistimi, ki sem bil pripravljen umreti za to državo. Ni nam bilo lahko leta 1991 stopiti na ulico ali pa braniti barve Slovenije, nacionalni ponos. Zato sem toliko bolj danes prizadet, kje je moja država in kam pluje ta svet, slovenski svet. Kam pluje ta država, ali še je to tista država, za katero sem jaz bil pripravljen umreti? Po mojem osebnem prepričanju že dolgo več ni to tista država. Ta država gre proti Balkanu, ta država gre proti normam, ki niso več evropske norme. Mi sploh več pravnih norm nimamo. Pri nam je dopustno eni eliti iz levice popolnoma vse. Lahko dela popolnoma vse. In nihče do tega trenutka, saj jaz ne vidim, da bi kdorkoli za preteklost, za pretekle grehe, za storjene grehe, tako kot slovenski naciji, leta 1991, kaj šele, da se ne menimo leto 46, 45, 46, ja, za to odgovarjajo in če ne bi bili leta 2012, ko so bili protesti v Mariboru in v Ljubljani v člani Evropske unije in je imela vsaj roko gor nad nami Evropa, jaz sem skoraj prepričan, da bi imeli državljansko vojno. Ste vedeli, da se bodo ti protesti, ste pričakovali, preselili iz Maribora, potem na celotno Slovenijo oziroma predvsem pred vlado? Veste, zanimivo je, kdo me je prvi klical, to sem povedal, da me je prvi poklical, ko so bili prvi protesti, dr. Igor Lukšič. Se poznava, smo sicer tudi kolega in on mi reče, ne odstopiti, da se ta plaz ne bi sprožil po Sloveniji. Vendar, ker sem verjel, da imamo pravno državo, pravni red, pa če so neke norme in standardi, vsi to govorijo, sem pa bil prvi tisti župan, sem rekel, tukaj imate funkcijo. Odstopam, odstopam, bom svojo nedolžnost dokazal na sodišču, pa mogoče se vrnem. Jaz sem svojo nedolžnost glede radarjev in več kot 10 kaznivih dejanj na sodišču dokazal in tudi za ostalih 10 še bom dokazal. Zato sem dejal, da velikokrat sedite na sodiščih. Bom dokazal. Žalostno pa je, da živim v državi, kjer mi sodijo sodniki, ki so bili člani zloglasne zločinske organizacije UDBA, Službe državne varnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije. Doktor Janez Žirovnik je bil do leta 1991 v SDV-u Jugoslavije v službi. Po leta 1991 je bil v VIS-u, ko sem jaz bil 11 let v parlamentu. Varstvena informativna služba, VIS. Ja, sem bil član komisije za nadzor nad obveščevalnimi službami skupaj z Mogetom Jerovškom. Je on bil aktivni član Sove in na skoraj vsako komisijo hodijo ob direktorja. Prvo je bil svetovalec direktorja, potem pa je bil namestnik direktorja. Mi poslanci smo imeli z to službo in drugimi večkrat konflikt. Tak ali drugačni. Tudi jaz osebno. In to se vam zdaj maščuje? Ne. Jaz za župana, on za sodnika. Tako, kot ste dejali, ja? Ja. Vseh 7 odred podpiše on za mene. Zmeram on dežurn. Do danes imel sem najboljšega odvetnika, danes je dr. Bošnjak, sodnik za človekove pravice v Štrasburju, Mariborsko krajino, Mariborsko okrožno
in mariborsko višje sodišče do tega trenutka ni sledilo niti enemu dokaznemu predlogu dr. Bošnjaka. Ne po zaslišanju Mogeta, ne po zaslišanju Jerovška. To, kar je še pa najbolj žalostno, da je dr. Ciril Ribičič kot bivši ustavni sodnik in kot profesor na pravni fakulteti za človekove pravice, pa kot nekdo, ki je bil nekoč predsednik drugega političnega pola, meni napisal mnenje na 15 straneh in jasno zapisal, da je v zadevi Franc Kangler prišlo do hujše zlorabe pravosodja. To je takrat, ko ste bili obsojeni na 7 mesecev, ne? Ne, potem. In že vrsto, vse postopke prilagamo to mnenje. Pridružil se je tudi drugi ustavni sodnik, gospod Šturn, tudi nekateri drugi pravni strokovnjaki. In vsi vejo, da bi se moral dr. Janez Žirovnik iz mojega sojenja izločiti. Ne, in ne vem zakaj, v Mariboru okrajno, okrožno in višje sodišče brani vse napake policije, tožilstva in tudi tega sodnika. Zadnji dokaz, ki sem ga dokazal temu sodniku, Janezu Žirovniku, je to, da samo sodišče lahko hrani PP ukrepe. On je podpisal dokument, ko je za več kot 5 mesecev ali pa cirka 5 mesecev iz sodišča dovolil odnes na tožilcev vse PP ukrepe. PP? Posebni Tako. preiskovalni ukrepi so to, prisluhi, sledenja, slikanje, tajna in to so PP ukrepi. Ne? Zakon pa je jasen. Samo sodišče hrani te ukrepe. Kaj je delo tožilec, tisti, ki je bil na kraju Mora Krambergerja, pa zdaj mene preganjal? Marčič. 5 mesecev na tožilstvo, glede na nekatere dogodke v zadevi Magajna, glede na nekatere dogodke v drugih zadevah, se bojim, da so po domače povedani zelo pakljali s temi DVD in CD, ker žalostno je to, da kljub temu, kar smo mi zahtevali na sodišču, sodnega izvedenca, novega grafologa, sodišče niti enega dokaznega predloga ni sprejelo. In če je dr. Bošnjak kot pravni strokovnjak, kot en najboljših odvetnikov in danes kot aktualni sodnik v krivični sodbi, ki sem bil obsojen na 7 mesecev zapora za to, da sem izgubil mandat v Državnem svetu. Ker to je bilo mesec več kot 6 mesecev. Ja. In ko mi je sodnik rekel, že, da Kangler dela na kmetiji, ampak predstavlja resno nevarnost, da se vrne v politično življenje, mora v zapor, se vi lahko mislite. Doktor Polege, ki je to izjavil. Doktoriral je sprava. In ta isti sodnik je 7.7. istega dne 2014 izjavil, šele pravnomočna obsodba ga je odvrnila od političnega življenja. Se pravi, dajmo uporabiti vse vzvode, da Kanglerju onemogočimo politično življenje in delovanje. In to gre za direkt, neposreden napad na ustavo. Namreč ustava meni jamči, da kot polnoletni državljan smem biti voljen in smem biti izvoljen in smem iti na volitve. Te izjave, ki so jih tudi v časopisni hiši Večer in Dnevniku povzeli sodnika, so zapisane. Zanimivo je, da je odbor 2015, predsednik Vogrin, večkrat na sodni svet, na predsednika Masleša Vrhovnega sodišča naslovil zahtevo po notranji reviziji, po nadzoru, po ne vem čem. Seveda so vse opravili, ampak ničesar se ni zgodilo. No, vi ste pa izgubili mandat, oziroma vam sploh potrjen ni bil mandat državnega svetnika. Prvo mi niso svetnika. potrdili mandata, ker so o meni posebej glasovali. Ker ste bili takrat že obsojeni na 7 mesecev, še ne? Ne, takrat je to bilo po protestih
In Levici v državnem svetu Kangler ni bil všeč, kljub volilnemu rezultatu, da sem več kot 2/3 vseh glasov dobil jaz elektorskih in niti ni bilo pritožbe. Pa so sindikalisti bili najbolj glasni, ne o Kangleru bomo posebej glasovali in ker je šlo, ali bo predsednik z levice ali z desnice, je potrebno bilo en glas odzeti v enemu mandatu in rekli so, Kangler, po vseh to tvojem, ti nisi primeren, da sediš v državnem svetu in mi niso potrdili mandata. In pol mi ga ustavno sodišče vrne po 2 mesecih, v mesecu februarju 2015 in pol me pravnomočno po krivici obsodijo za dejanje, ki sploh ni kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče je 17.7.2014 razveljavilo sodbo in kasneje je mariborska tožilka Lutarič odstopila od pregona, saj je Vrhovno sodišče v odločbo jasno zapisalo, da ne gre za kaznivo dejanje. In Vrhovno sodišče je v vseh točkah razen v eni sledilo dr. Marko Bošnjaku. Vprašati pa se moramo, zakaj v niti eni točki do danes ne sledi mariborsko višje sodišče, zakaj ne sledi mariborsko okrožno sodišče? Zato, ker že dolgo več nimamo 2 strank na sodišču v postopku, na eni strani obdolženca, na drugi strani tožilca. Danes sodnik in tožilec in policija so ena ista stranka. In je žalostno, kam smo pripeljali ta pravosodni sistem v Sloveniji. Veste, in če ne funkcionira pravosodje, ne funkcionira tudi ne država. No in vi ste ostali še do danes brez funkcije državnega svetnika. To je pa nekaterim prišlo tudi takrat prav, ko so obračunavali z zapornikom, takrat po nedolžnem sicer Janezom Janšo, ne? Ko so mu prav tako želeli odzeti mandat. Ne? Njemu so odzeli mandat, ne? Ja, ampak potem ustavno sodišče reklo ne. Ko ste rekli zapornik, bi bilo dobro, da tu povdarite politični zapornik. Tako, ne? Pa po nedolžnem, ne? Ker je konec koncev danes je sodišče gotovilo, da je sicer zadeva zastarala, ampak da sploh ne gre za kaznivo dejanje, neugotovljenega dne na neugotovljen način, ne? Da Janez Janša tega kaznivega dejanja ni mogel storiti. Ne? Janez Janša je bil za mene prvi politični zapornik, jaz pa prvi politični obsojenec po letu 90. Ne? Mene so obsodili pred njim, pravnomočno, s tem, da njemu je zanimivo to, da Cerar je bil moj in Janšev svetovalec v državnem zboru. Ne? Doktor Miro Cerar je bil moj in Janšev svetovalec za ustavno-pravna vprašanja. S kateri ste dobro sodelovali, ne? Verjetno. Verjetno smo vsi dobro sodelovali, osebnih stikov nekaj nismo imeli, ampak on je svetoval vsem poslancem na komisijah ustavno-pravna vprašanja. In pol je žalostno, da njegovi poslanci, ki so imeli največjo večino, glasujejo in izglasujejo odzem mandata Janezu Janši. Sreča je bila ta, da naslednji ni mandata takoj prevzel, da je ustavno sodišče sklep državnega zbora razveljavilo. Zgodba je bila popolnoma enako naštudirana kot v mojem primeru. Če bi oni prevzel mandat, Janez Janša danes ne bi bil poslanec, Janez Janša danes niti ne bi mogel kaj dosti tožiti, razen za bolečine in dneve, ki jih je presedel v zaporu, glede mandata pa vprašanje, glede na naš pravni sistem in pravni red, čeprav me je bila povzročena krivica, materialna škoda, tudi sam bom v roku meseca dni vložil odškodninsko tožbo, ampak zanimivo, kakšna so pravna mnenja pravnih strokovnjakov, ne? Glede na to, da sem po krivici bil obsojen, glede na to, da sem po krivici izgubil mandat, glede na to, da sem po krivici bil ob 60 000 evrov, ne najdejo protipravnega 4. elementa. Za odškodninsko tožbo je treba imeti tudi protipravnost. Zato, ker sodna praksa Slovenije je, ker je Vrhovno sodišče popravilo sodbo višjega v Mariboru in tukaj ni nastalo protipravnosti, kar je velika žalost. Vam se pa vse to zgodilo, ne? Ja. Prej, ko sva pila kavico, ste omenili,
da ste včasih tako bolj z rezervo jemali kakšne besede poslancev, mogoče Janše, tudi mogoče Pučnika, da je za marsičem v Sloveniji, kar se dogaja, kriv ali pa vzadaj, stric iz ozadja Milan Kučan. Ja, res je, tu priznam, da sem velikokrat mislil v parlamentu, ko smo imeli tiste debate, razprave, sem poslušal Janšo, poslušal Ivo Hvalico, pa sem si mislil, pa saj ta stric nima dobene moči, pa o zemljariču niti sanjo nisem, pa saj ta stric nima dobene moči. Pol pa, ko priješ v te mline, sodne, ko vse to povežeš, ko vidiš, ne, kako je sistem nastal sestavljen, pa vidiš, da so ti strici iz preteklosti, iz pretekle politike in tudi aktualne, delali svojo mrežo 40 ali pa 50 let. In da ti strici še danes imajo vpliv. Še danes. In če si malo kritičen do katerega sodišča ali sodnika, pade po tebe. Čeprav zmeram, kadarkoli jaz v javnosti nastopam, trdim, vsak sodnik ima ime in priimek. Niso vsi sodniki enaki. In veste, tudi javno večkrat povem, da v Mariboru ugotavljam, da so okrožni sodniki v Mariboru dosti bolj strokovno podkovani, kot pa višje v Mariboru. In ko pa grem gledat pedigrej višjih sodnikov v Mariboru, pa gotovim. Senata, ki so v moje zadeve odločali, da eden je sin od bivšega oficirja, druga je žena od bivšega uslužbenca službe državne varnosti Jugoslavije, sedaj je zaposlen na Sovi, tretjo je hčerka od vojaškega oficirja. In točno vidiš, kakšna je bila ta kadrovska politika nekih pomembnih funkcij, kdo ima možnost do tja priti. In danes slišim, če si malo kritični in malo dišiš po desnici, si neprimeren za delo na sodiščih, kar je velika žalost. Sodniki morajo biti apolitični, imajo pravico hoditi na volišča, vodijo leve ali desne, njihova osebna presoja, soditi pa morajo po pravu in po predpisih. Žal, v mojem konkretnem primeru, kljub temu, da je doktoriral dr. Boštjan Polegek in njegove nekatere kolegice, niso sodile po pravu in predpisih. In žalostno je to, da že ptiči čivkajo v Mariboru, da se Mariborčani že zgražajo in vsa strokovna javnost v Sloveniji, zakaj Mariborsko sodišče za božjo voljo ne dovolijo zaslišati Rudolfa Mogeta in Jožefa Jerovška, da bi potrdila moj konflikt z bivšim udbovcem, sodnikom, uslužbencem državne varnosti Jugoslavije in namestnikom direktorja Sove Janezom Žirovnikom. Zakaj? 5 let se borim, 5 let na vsaki obravnavi, 5 let na vsakem zaslišanju predlagam, da se zaslišijo priče, da to potrdijo. 5 let vlagam v spis notarsko overjeno izjavo Jožefa Jerovška, Rudolfa Mogeta. Pa ne upoštevajo. Do danes niti eden. Tudi nove okoliščine smo našli. Ta sodnik, Janez Žirovnik, je leta 2007 kandidiral za načelnika upravne enote. In jaz organiziram 6 županov, da pišemo ministru Virantu in se podpišemo, da smo proti Žirovniku in da podpiramo Vogrina. In notarsko overjeno izjavo Vogrina priložimo. Priložimo pismo podpisov 6 županov. Ne? Celo uredniku radija Maribor. Leta 2000 povem, ko bo imel možnost sodnik Žirovnik se meni maščevati, se bo maščeval. Predlagamo tudi zaslišanje urednika radija Maribor, gospoda Kocutarja, na sodišču. Ne. Višji sodniki v Maribori ne dovolijo zaslišanje prič, ki bremenijo Žirovnika in mene razbremenijo. Z notarsko overjenimi izjavami, z notarsko overjenimi izpovedi ne dovolijo. Je to pošteno sojenje. In zraven priložimo 15 strani debelo
ustavno-pravno mnenje bivšega ustavnega sodnika Ribičiča, da mi delajo krivico, da ne gre za pošteno sojenje. Doktor Ribičič celo problematizira, da Žirovnik sploh ne bi smel biti izvoljen za sodnika. Ne, v Mariboru so pohodili v zvezi z mano popolnoma vse. Veste, kaj je to vse? Do tega trenutka niti enega dokaznega predloga meni ne dovolijo. In potem mediji, ne, ta pravi, pišejo prvič Kangler ovaden, 20 vat ima vse. Nihče pa ne pove, zakaj sem ovaden. Zato, ker sem zgradil lutkovno gledališče v Mariboru. Kaj sem narobe naredil? Nič. Kaj pa mi očitajo? Ker naj bi naročil Milici Simonič Steiner. Kaj pa? Ker sem pridobil občini Maribor protipravno premoženjsko korist. Lepo vas prosim, no. Zakaj je tako na naših sodiščih? Tudi zaradi tega, ker takrat, ko je bil čas za to, ni prišlo do lustracije? Ja, sam obžalujem, da nisem glasoval za. Sem poslušal takrat... Bučarja? Ne, takrat me še ni bilo v parlamentu, ampak... Potem kasneje? 97. smo imeli ilustracijo, če se ne motim, v vladi Drnovšek Podobnik. Danes me to tepe. Ravno ta sodnik, ki bi mogel biti ilustriran, nikoli imeti javne funkcije, to me danes tepe. To me danes tepe in ne samo mene, tepe celo državo. Marsikdo bi mogoče tudi po krivici odletel. Žalostno pa je, ne. Veste, jaz in moj brat, oba sva bila pripravljena umreti za to državo. Moj brat v Ljubljani se je boril, da niso okupirali Ljubljane, specialne enote policije, jaz v Mariboru v kriminalistični policiji. Danes ničesar ne želim drugega, kot samo to, naj mi pošteno sodijo. Če bi mi pošteno sodili, verjemite mi, kar vam bom danes povedal, jaz niti praga sodišča ne bi prestopil. To je resnica. In vsi tisti, ki so bili v mojem primeru vpleteni v krivo sodje, so danes bili nagrajeni. Poglejte, kje je danes Drago Šketa. Bivša tožilka v Mariboru, Elizabeta Gerkeš, ni dovolila pregona. To je mama od ministrice za notranje zadeve. Je policiji naročila, dajte poročilo, ne kazenske ovadbe. Ona gre v pokoj, pride Drago Šketa za vodjo, takrat se pa arhiva odpre. Ampak, če se bo to nadaljevalo, ta gonja proti meni, ne, tukaj javno povem prvič zdaj na vaši televiziji, ne bo dolgo, ko bom odprl eno aktovko, torbo, ker bo nekatere dokaze za nekatere tožilce, tudi za Drago Šketa, potegnil ven, kako in na kakšen način se je v Mariboru in Sloveniji delalo. Verjemite mi, danes tukaj obljubim, da bom to naredil. Zato, ker je to pa šlo predaleč. In jaz ne želim ne škodovati posameznemu sodniku, ne posameznemu tožilcu, ne posameznemu policistu. In če mi dovolite 2 minuti, da povem, Prosim. V mojem primeru dokažemo, da so policaji sami sebi pisali anonimko, sodni izvedenec, grafolog, podpiše, pa nihče nič. Dokažemo, pooblaščenka ugotovi in napiše, da v mojem primeru policija leta 2008 prišla do citata prisluha na podlagi neimenovane osebe. Pa do danes nič. Utemeljenega razloga za sum, da bom jaz karkoli leta 2009, ko so vedli PP-je, ni bilo. Dokažemo, da je brez odredbe preiskovalnega sodnika delo vse prepise mojih pogovorov Fank Marjan, aktualni direktor policije, pa do danes nič. Sedaj imamo sodbo ustavnega sodišča, odločbo, kjer so jasno zapisali. Samo tisti, ki je odredil ukrep, lahko odredi prepis. 153 člen, 3. odstavek ZKP-ja. Lepo pravi.
Tisti, ki je odredil ukrep, lahko odredi tudi prepis, pri čemer morajo upoštevati 86. člen določb ZKP-ja, da mora prepise pregledati, napraviti zapisnik, ki je sestavni del prepisov. V mojem primeru ni nič. Pa fanka ovadimo, pa vse, pa nič. Upam, da bodo tožilci na specializiranem tožilstvu sledili odločbi Ustavnega sodišča. Dokažemo, da v mojem primeru policija nezakonito in tajno vstopala v objekte občine, slikala in svojim agentom kazala slike, da so lahko komentirali, to je v redu, to ni v redu. In napišejo dokument in se podpišejo in do danes nič. Ne? Dokažemo, da je sodnik, bivši udbovec SDV Jugoslavije, da je šlo za režirano zgodbo. Od tega sodnika Žirovnika. Žena, Žirovnik Cvetka, je bila predsednica regijskega odbora Virantove stranke. Je celo želela proti meni kandidirati za županjo in je bila znotraj Virantove stranke celo evidentirana za kandidatko za županjo. Kandidirala za poslanko. Na spletu najdete slike sodnika, Pahorja, Žirovnika in še kogarkoli. In potem bo nekdo meni rekel, da je to pošteno sodstvo, pošteno sojenje, ko nihče ne dovoli teh dokaznih predlogov, da jih sploh obravnava, kaj šele, da jih na sodišču upošteva. In kaj je doktor Ciril Ribičič nekomu naredil, da njegovo mnenje niti ne obravnava ena sodnica okrajna? Povejte. Niti ne Šturma, niti ne Bošnjaka, ki je evropski sodnik, nikogar. Pa saj že ptiči čivkajo v Sloveniji, kaj se dogaja z našim pravosodjem. In sodstvo si dela samo vse slabo slugo. Ker potem po vseh sodnikih leti. Jaz pa še zmerom trdim, tako kot je mariborski profesor Jurij Toplak jasno in glasno povedal. Pod vsako sodbo se je nekdo podpisal. Ja, tako je. Pod vsako kršitvijo država ne krši človekovih pravic. Sodba v imenu ljudstva. Res da piše. Ampak človekove krivice ljudem kršijo posamezni sodniki, ki imajo imena in priimke. Ki so podpisani, ne? Ki so podpisani in ki so sodili. V mojem primeru za gotovostjo nikoli nikdar ne bom pozabil. Ne doktora Polegeka, ne nekaterih sodnic na okrajnem sodišču, tudi nekatere sodnice, ne nekaterih višjih sodnikov, ne magistra Karakaša, ki je bil predsednik senata. O drugih sodnikih višjega sodišča ne želim niti ne govoriti, ker še imam postopke, ker mi lahko to škoduje. Ampak je žalostno, ne? Ker bi se morali vsi sodniki višjega sodišča v Mariboru že zdavno izločiti. Imate postopke in zagotovo se bodo postopki nadaljevali tudi po mojem na rednih državnozborskih volitvah. Ne vem, mogoče imate vi drugačno mnenje, da bodo predčasne volitve, ampak vseeno naslednjo leto bodo. Verjetno tudi vi boste aktivno vstopili v to borbo za poslanski sedež, za poslansko mesto. Kaj napovedujete? Se lahko pride do preobrata, lahko prvič v zgodovini slovenske samostojne države oblast v Sloveniji dejansko dobi desna sredina ali pa tako imenovane pomladne stranke ali pa tisto, kar je blizu? Veste, težko, da se bo to zgodilo, ne? Vendar puščam možnost. Volitve so nepredvidljive, ne? Čeprav nekaterim javnomnenjske ankete dobro kažejo ali pa levici, ne? Do velikega preobrata še zmerom lahko prije. Tako kot so pošteno volitve dobili v SMC-u, ko so naredili političnega zapornika Janeza Janše, ne? Tako se jim lahko to obrestuje, na drugi način pa pravijo, kdor drugemu jamo koplje,
tudi sami odpadejo, ne? Prej ko slej. Veste, da ti liderja opozicije, pa naj bo jasno, nismo si z Janšo preč blizu. Ne? Nikoli si nismo bila. Čeprav sem se vsemi dober, tako na levici kot desnici, mi smo bili 11 let sodelavci. Ne? Tako je. Janšo poznam Hana, Matjaža, ko je to v neposredni bližini, smo prijatelja. Drnovška našega. Drnovško, tako, ne, nekatere, pa Kontiča, recimo z Velenja, mi smo bili sodelavci. Ne? Mi smo si bili blizu. Imeli smo različna mnenja, ampak mi smo bili sodelavci 11 let v parlamentu. Takrat smo se bolj spoštovali. Ne? In je žalostno to, da si upa oblast, takšna ali drugačna, pred državnozborskimi volitvami napraviti političnega zapornika in ga zapreti. Verjetno so računali, da bo prišlo do razpada stranke, notrnih tren. Neki namigi so bili, da so bila notranja trena, kar je razumljivo, ne? Vendar so bili enotni. Dobro so prišli skozi volitve, lahko bi jim še to bolj škodilo. Zagotovostjo pa sem prepričan, če ne je bilo tega procesa in tako velikega poka, bi bila danes slika slovenskega gospodarstva, pa verjetno pravne države nekoliko drugačne. Če se danes opozicija, ali pa če danes opozicija v parlamentu kriči zaradi sodnih postopkov, zaradi ministra za pravosodje, zaradi ne vem koga, potem bo težko, ko bo enkrat na oblasti, to zagovarjala. In jaz si nič ne želim kot samo pravni red in pravno državo. In danes imamo ministra Klemenčiča, ki je minister za pravosodje, kateremu je Računsko sodišče v 11 točkah izdalo negativno mnenje za poslovanje na komisiji za korupcijo. Ki je nekako zrušila takrat tisto drugo Janšovo vlado, poleg radarjev. Danes ni potrebno več dodajati. Ne? Nekdo je imel interes. Ne? Janšo so prisilili, da je odstopil, pri čemer je Zoran Janković zamrznil sam mandat predsednika stranke oziroma odstopil kot predsednik stranke. Bil pa še vedno župan? Župan. Prebeni so gonjo gnali, moraš odstopiti vse pritiske. Kdo je delal pritiske za Zoran Janković? Nihče. Ampak to je razlika. Pa živimo 100 km razdalje med Mariborom in Ljubljano in je velika razlika. Danes imamo v Mariboru Prešernovega nagrajenca, ki ga kujejo vsi pa nosijo po rokah, zato ker je pozival policijo, tam imate na YouTubeu, naj se policija pridružuje protestom in naj ruši pravni red. Si vi lahko mislite, policija naj ruši pravni red skupaj s Tonetom Partljičem. Protesti minejo, Tone Partljič, Prešernov nagrajenec, ker se je smejal lutkam, ki so vesele na glavnem trgu. Saj, če bi na tistih lutkah bil Milan Kučan, ne? Ali pa kjer drugi. Iz Levice? Z Levice bi vsi noreli pa skakali. Ne? Bi prvi bil Tone Partljič, pa se drži, kaj delate desničari. Ne? In Tone Partljič je v tem danem trenutku, po mojem prepričanju, naredil največ škode v mestu. Tone Partljič, Vuk, Vesna Godina in Vezjak, ti so kovali za roto in ti so... Tone Partljič je tudi predlagatelj Fištračeve liste, kar je legitimno, ne? Ampak ker je bil in se ima za človeka, pisatelja, ki se je večkrat mešal politiko do tistega trenutka, ko je pač politiko potreboval, ne? Tone Partljič je bil v LDS-u tako dolgo, dokler je potreboval LDS, ne? Potem je bil podpisnik pri gospodu Fištracu verjetno tako dolgo, dokler ga bo potreboval. Ne vem, kje bo jutri prestal, verjetno pri Cerarju, glede na to, da hodita skupaj v Mariboru na zajtrke, kadar Miro Cerar obišče Maribor. Pač menjava barve. Jaz imam samo eno mesto, to je moje mesto Maribor, ne. Pripadam temu mestu. Še danes hodim po mestu z dvignjeno glavo. Ljudje niso neumni, ljudje vejo, da mi je bila storjena velika krivica. Niste imeli nikoli potem kasneje problemov? Ne.
Veste, novinari ene časopisne hiše iz Maribora, ko sem odstopil, so imeli v Lenartu v enem vinskem vinotoču v kleti piknik, tolkli so se po prsih in govorili, zjebali smo Kanglerja in se veselili in pili. Ne? V tistem trenutku se niso zavedali, ko so se tolkli po prsih, zjebali smo Kanglerja. Ne, dragi moji, tukaj vam lahko povem, zjebali ste celi Maribor. Vse evropske projekte in poglejte si danes Maribor, ki je. Če bi jaz bil župan Maribora še danes, oziroma zaključil mandat, bi imeli Mariborsko knjižnico na Rotožu zgrajeno, most, Brv, za katero smo dobili evropski denar 2 milijona 400 preko Drave, brežino reke Drave zgrajene in tudi Max in umetnostno galerijo zgrajeno. To za gotovostjo, vso odgovornostjo lahko danes tukaj potrdim. S tem pa nimajo nič, pa še dolgo ne bodo imeli nič. Naš župan je na volitvah obljubljal tovarno baterij, Kitajce, ameriško univerzo, 6000 delovnih mest. Ko sem bil jaz župan, so v Mariboru ostali žarjavi. Danes, če me enega najdeta, bom vesel. Jaz ga ne najdem in to vsakodnevno spremljam. Ampak to je Maribor, to je Slovenija, to je mesto. Marko pa Ilko Štuhec, ne, flisarja. To pa res, to so pa prisni Štajerci, ki imajo radi pohorje, štajersko tunko, bi flisar rekel, pa zaseko, pa kruh, pa česen, pa čebulo. In tudi ti ljudje so dokazali s trdim delom, svojim hrbtenico, sami so se morali boriti za denar, sami so se morali boriti, da so lahko šli na tekme v tujino in s trdim delom se prije daleč. In upam, da bomo tudi tisti, ki smo imeli vizijo za razvoj Maribora, tako ali drugače enkrat dokazali. Jaz bom dokazal v svojem primeru, sem že v 11 primerih, da mi je bila storjena krivica in da bo končno tudi enkrat zmagala resnica in pravica. No, s temi vašimi besedami pa bova ta pogovor zaključila. Hvala, da ste prišli iz štajerskega konca v naš konec, Zasavski konec, pa še kdaj dobrodošli. Lep pozdrav tudi vam. Hvala pa tudi vam za pozornost, seveda, če ste bili z nami. Pa srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.